Živa, včasih naletim na kakšne ful zanimive zadeve, ki jih enostavno moram deliti z vami. Zanč, na primer, na enem predavanju pride do mene ena gospa in pravi: "Joj, moja hčerka pa obožuje vaše videe, ful se iz njih nauči, ful so ji fajn." In midve zapadeva v debato, kaj pa vi počnete, kaj pa jaz počnem, gor, dol, levo, desno. In na koncu mi ona pove, da ona je pa urednica otroškega časopisa Časoris. In jaz ko, otroški časopis, kaj pa je to, kako pa to izgleda? In pa mi je razložila in pokazala in razložila, kaj vse počnejo v zadnji, in sem bila tako, wow, pač to je tako legendarno. V času, ko praktično fizični časopisi izumirajo in ko se vse seli na internet, zakaj več ljudi ne pozna Časoris? Zato sem se odločila, da čeprav mogoče ne spada čist popolnoma v mojo ciljno skupino tega kanala, da vam še vsem povem za to zadevo, da vam predstavim Časoris in da potem upam, da ga boste naprej poslali med tiste ljudi, ki bi jim to najbolj prav prišlo, če sami že ne pašete v to ciljno skupino. Časoris je otroški spletni časopis. Pravijo, da je namenjen otrokom od 1. do 6. razreda osnovne šole, ampak če mene vprašaš, včasih tudi mi izredno ful veliko starejši, ti včasih prav fajn pride, da prebereš kakšen članek, ki je tako napisan v malo bolj preprostem jeziku, majčkeno bolj poljudno znanstveno, ki ti kakšne stvari razloži na zelo bolj zanimiv način. Tako da sploh, če se gre za kakšne politične tematike, jih pri Časorisu zelo lepo razložijo, tako da hitro ratejo zanimive, pa da dejansko veš, zakaj se gre, a ne. Ker pač eno je, da slišiš po televiziji, da ja, stavka javnega sektorja se bo zgodila takrat pa takrat. Jej, ni bilo šole! Ampak, zakaj so pa sploh stavkali? Ja, zato, ker hočejo večje plače. Ja, kako se pa lahko kar nekdo spomne pa reče: "Ej, jaz bi imel večje plače! Hočem, da ugodite mojim zahtevam." Pač ni bilo čisto tako, a ne. V članku v Časorisu, mislim, da ima Časoris celo 2 ali pa 3 članke na to tematiko, je ful lepo povzeto pa predstavljeno, zakaj je do tega dejansko prišlo, in postavi vse tako skupaj v en tak res dober kontekst. Časoris pokriva veliko različnih področij, od šole, znanosti, zabave, športa, politike, res pokrivajo tako splošne novice, nasvete za vsakdanje življenje, pač res so tako ful široko usmerjeni in se ne koncentrirajo zelo na eno ozko področje. Tako da meni je to ful všeč. Imaš tudi par člankov v taki dosti preprosti angleščini, če želiš izpopolniti svojo angleščino, če želiš malo trenirati to, so ful luštni članki, res zanimivi članki, pa tako dosti so kratki, a veš, da ni ono, da te pač mine vse skupaj že po prvem odstavku, a ne. Na koncu pa še velikokrat vprašanja za razmislek. Zdaj, to se sliši tako ful kot nekaj, kar bi ti dali v šoli za domačo nalogo, pa odgovorite ta vprašanja za razmislek. Ampak če jih vzameš tako, pač da jih vzem, pa mogoče vprašaj kaj takega svoje starše ali pa prijatelje, pa tako zelo dobro razviješ v bistvu svoje debatne sposobnosti, sposobnosti poslušati druge ljudi, sposobnosti, da sprejmeš, da imajo ljudje lahko drugačno mnenje od tebe, pa je to še vse v redu. Sploh na take kakšne zelo kontroverzne teme se znajo zelo zanimive debate razplesti, na primer na temo migrantov, na temo priseljencev, na temo kdo bi mogel zmagati na Emi, kdo ne, na temo športa. Vedno se da najti nekje ene take obrobne teme, na katerih se vsi ljudje ne strinjajo med sabo, in tam je najbolj zanimivo v bistvu. Časoris je tako po eni strani namenjen ful širokemu krogu ljudi. Sicer je pisan za osnovnošolce, za učence, ampak je pa namenjen isto staršem pa učiteljem, da ga lahko uporabljajo ali kot nek pripomoček, kot neko... To je v bistvu ful varna spletna stran. Na Časorisu ni enega oglasa gor. Je res en tak varen košček internet. Za učitelje je ful fajn, ker imaš lahko ali kot bralne vaje, sploh angleški članki so super za take zadeve, če rabiš neke preproste članke, ki se navezujejo na svetovne tematike, na lokalne tematike, razvijaš kritično mišljenje, take stvari. Spodbujajo tudi mlade novinarje, tako da če imaš kakršnekoli tendence v novinarstvu, včasih objavijo kakšne članke mladih novinarjev,
Tako da z tega konca imajo ful lepo organiziran. To organizirajo tudi delavnice o fake news oziroma lažnih novicah, kar se meni zdi izjemno pomembno, da imaš to sposobnost prepoznavanja, kdaj je nekaj napisano z nekim specifičnim ciljem, da bi škodoval komu ali pa kakorkoli, da bi zavajal javnost, pa kdaj je nekaj res ta prava informacija. To je tudi ena tematika, ki sem jo jaz predavala včasih v srednjih šolah in se mi zdi izredno pomembna, da znaš že na prvi pogled zelo hitro prepoznati, kdaj je članek relevanten, pa kdaj je članek enostavno lažna novica. Za podporo imajo tudi svoj YouTube kanal, pa Snapchat, tako da jih lahko tudi tam sledite. YouTube kanal je res ful fajn, zato ker je res ena taka dodatna podpora sami strani časorisa. To mene spominja tako, kot takrat, ko smo bili mi mladi, mislim, zdaj pravim, ko smo bili mi mladi, ker je to toliko cajta nazaj, ampak ja, jaz sem bila stara 15 pred 10 leti. Tako da to je res ogromno cajta nazaj. In takrat se spomnim, da smo brali Pil, pa Smrklo, mislim, da se danes imenuje Top najstnica, v glavnem pa so bile fizične revije, zdaj imaš pa itak že vse na internetu in tudi spletni časopis imaš na internetu. Gor so res luštni, preverjeni članki z zanimivimi, pomembnimi tematikami, ker se ne pravim, kako vedeti, ali si mu všeč, se bo že naučila čez cajt. Ampak kaj pomeni stavka v javnem sektorju, pa kako to vpliva na vse nas, pa na življenje, ki ga živimo, pa na okolje, v katerem živimo, to je pa fajn, da razumeš. In ful je fajn, če ti to nekdo predstavi na majčkam bolj logičen način. Tako da res, pejte si pogledat časoris.si, pejte si pogledat časorisov YouTube kanal, ne bo vam žal, delite ga naprej z brati, sestrami, starši, učitelji, komorkoli, ker mislite, da bom lahko prav prišel, ker se mi zdi, da je res ena taka vrhunska spletna stran, ki bi rabila več pozornosti. Ok, zdaj bi pa jaz želela nekaj od vas. Pejte prosim na časoris.si, poskrolajte po tejle prvi strani, najdete članek, ki vam je najbolj všeč in mi v komentarje dol napišite, kjer članek vas je najbolj pritegnil in zakaj. Se vidimo kmalu, adijo!